Pred dobrim letom ste si zaželeli, da bi Heineken napolnili v Laškem. Julija lani smo izvedeli, da se bo to zgodilo, da je pivovarna Laško med 14 izbranci, torej nekakšen regijski hub, odkoder bo vozlišče, odkoder bo potekala distribucija vseh proizvodov vaših. Z današnjim dnem pa se ta želja, z začetkom polnjenja se ta vaša želja dokončno uresničuje. Ja, danes je kar velik dan za pivovarno Laško, vendar če bi želel odgovoriti na tako kompleksno vprašanje, kot ste mi postavili, bi moral iti malo bolj v preteklost. Pivovarna Laško je bila hudo obremenjena in v tistih fazah ste tudi sami to dosti kvalitetno spremljali. Smo mi iskali strateškega partnerja in lastniki so lahko izbrali najboljšega in to je firma Heineken, ki je, mislim, da 15. oktobra 2015 poravnala vse svoje obveznosti in takrat se je tudi neko zavezala. Je pa tudi res, da je tudi uprava v tem procesu, ki je vodila ta proces prodaje, skladno z lastniki, postavljala pa zahtevo, da je treba dodatne količine, proizvodne količine pripeljati v Laško in s tem, ko je Heineken to danes naredil oziroma bo naredil, moram reči, da je Heineken izpolnil vse in tudi pivovarna Laško na ta način vstopa v neko družbo, v nek sistem Heinekena med boljšimi. To pomeni, da bomo lahko tukaj ne samo polnili, tudi konec leta pričeli delati Heineken pivo, kar pa mislim, da je v tem prostoru, kjer se mi gibamo, unikat in smo ponosni na to. Najbrž je bilo kup razlogov oziroma kup stvari treba urediti poprej, preden ste se tega lotili. Treba je poudariti, da je pivovarna Laško in tudi Union skupaj sta tehnološko dosti dobro opremljeni, higiena je na dosti visokem nivoju. Imeli smo nešteto obiskov strani predstavnikov Heinekena, tudi 22. novembra lani je bil tukaj prvi človek Jean-François, ki je te stvari pogledal in mislim, da so bili to ključni momenti v prepoznavanju možnosti, ki daje pivovarna Laško. Mi smo veseli in ponosni na to. Zdaj v začetku boste polnili za slovenski, hrvaški in bosanski trg. Za kakšne količine bo pravzaprav šlo? To so začetne količine, jaz pričakujem, da bomo pokrili te potrebe, ki se pojavljajo v tej regiji, ampak na konec koncev tukaj bo prišlo preko 300 tisoč hektolitrov, kar je dodatna količina v Laškem in smatram, da tisto, kar je tudi ta uprava z mojim imenom na čelu poudarjala, da bo se v Laškem dolgo časa še delalo dobro pivo. Ne samo Heineken, tudi laški brand. In to je neka varnost za celo okolico Laškega. In ker je pač to prva pločevinka, ki bo prišla ven iz Laškega, je to nek poseben dan in smatram, da so bo te količine samo nadgrajevale, ne samo za Slovenijo, za Italijo, za Madžarsko, za ex-Jugoslavijo. Na ta način bo pivovarna Laško dobila tisto, kar je imela v preteklosti, zadostne količine in možnosti razvoja naprej. Pivovarna Laško Union ni več stalnica v slovenskih medijih, vsaj na informativnih straneh ne. Pustiva ob strani šport, kjer ste stalnica, vendarle. Ampak je to, glede na to, da se ponavadi v različnih podjetjih, ki se ulastninijo in jih prevzamejo strateški lastniki, to zgodi, ali si smemo to tako razlagati, da je zdaj vaših težav konec? Naših težav je konec, tisti, s katerimi smo bili obremenjeni vsa ta leta, torej tisto, kar ni bilo vezano na core business. Tisto, kar je povezano na core business, je pa neka druga zgodba. Tudi to, da se danes pričenja polnitev Heinekena v Sloveniji, je en začetek nekih problemov, ampak mislim, da dobrih. Tudi včeraj, če ste gledali televizijo, jaz sem zelo ponosen na to, ker je bila pač Planica kot naš en športni dogodek, je bilo Laško prisotno v neki celoti. Tudi pivni svetek, ki bo pred nami. Hočem poudariti nekaj, da mi smo pripeljali v Slovenijo dobrega lastnika, stratega, ki ve, kaj dela, ki ve, za kaj se gre, in uprava je pač samo nadaljevala tisto, kjer je bilo v preteklosti prekinjeno. Smatram, da je to ena dobra popotnica za Slovenijo. Tudi marsikatera firma, ki se v Sloveniji prodaja, če bi nek odsledilni proces transparentnosti, ki ga je pač pivovarna Laško skupaj s upravo in pa lastniki postorila v preteklosti, bi bilo boljše. Ne glede na to, da prihajajo iz vaše hiše zgolj in samo dobre informacije, so domačini nekako zaskrbljeni, pravijo, če se spomniva pogovora z prvim možem, predprejšnjim vašim predhodnikom, gospodom Turnškom, je nekako zaskrbljen, tukaj vidi le dve luči zjutraj goreti in pravi, da je to slab znak. Jaz izredno cenim gospoda Turnška, ker mislim, da je ogromno postoril za pivovarno in za okolje, vendar to so bili drugi časi, danes so popolnoma drugi časi. Mi pač danes se borimo ali pa pogovarjamo z županom v Laškem, kako neke stvari prenesti, ki več ne sodijo v naš delokrog, in smatram, da to skrb gospoda Turnška, ki ga pač gledamo skriva dol, je lahko
mirna, ker mislim, da je tukaj to, kar smo se prej pogovarjali, tista pot, ki je prava. Drugače bi pa bilo, če mi ne bi uspeli tega procesa, potem pa ne bi več nobena luč gorela v Laški, mislim, da je bilo to hudo narobe, ne samo za Laško širše. Neka zgodba preteklosti je bila verjetno prava, zgodba prihodnosti je pa ta, ki je se danes, o kateri se pogovarjamo, in smatram, da smo mi prepoznani na zemljevidu Heinekena, ki ima ogromno pivovarno, ogromno kapacitet, v bistvu viške kapacitet, da je podelil neko zaupanje Sloveniji, Laškemu in nujno, da lahko gremo dalje, da je to največ, kar se je dalo storiti, torej je neka socialna varnost, prihodnost tega kraja zagotovljena s tem in skrb je lepo, ampak ni več upravičena. Ne glede na povedano, kakšna je projekcija te lokacije in seveda tudi ljubljanske konec leta, recimo 2018? Prav nobene spremembe ne bo. Mi smo ravno v teh časih, delamo zdaj strateške plane do 2020 in naprej. Jaz smatram, da je Heineken prehitel za svojo odločitvijo, da bo pričel polniti pri nas. To je dober znak, jaz mislim, da bo to moglo vnesti v naše strateške plane in glede na to, da bo tudi konec leta prišlo do investicije v pivovarni Laško, ki bo dala možnost Heinekenovim produktom, je to samo neka pot prihodnosti. To bo dolgoročno, jaz ne vidim nobene skrbi za okolje. Drugo pa je, da moramo mi v okviru tega, kar nam je bilo dano v upravljanje, narediti vse, da bo to dolgoročno stabilno in da bo skupaj za razvojem kraja in Slovenije šlo dalje naprej. In dokler bom jaz imel to možnost vodenja, smatram, da bo ta pot pravilna. Z lokalnim okoljem ste se dodobra dogovorili glede nepremičnin oziroma vseh tistih reči, ki ne sodijo pod vašo pristojnost. V mislih imam seveda vodovod, v mislih imam čistilno napravo in še reči, ki so bile odprte. Ali ste k temu že postavili piko? K temu še nismo postavili piko in to je tisto, kar mislim, da občane najbolj tangira, ker ta skrb, kaj se bo z vsem tem dogodilo, z vodovodom, 3 Lilije, grad, ne vem kaj, čistilna naprava, vse ostalo mi to dnevno rešujemo, tematika je vse prej kot enostavna. Tu noter je vpetih kar nekaj ljudi na strani občine, na strani pivovarne, od strokovnjakov zunanjih, kako iskati, kako pravno zagotoviti tisto, kam to sodi, moram reči, da ni enostavna zgodba. Veliko stvari je tako pravno prepletenih, da jih imenitni pravniki ne znajo rešiti preko noči in pa rabijo svoj čas, ampak če me že vprašate, ja, redno se pogovarjamo, dosti dobro se pogovarjamo, iščemo rešitve, da bo dobro za vse, tako za pivovarno kot za okolje, ker konec koncev vsi mi smo neki potrošniki pivovarnih produktov in je treba, da imamo normalne odnose. Zelo dobro sodelujemo z občino, vendar se stvari nekatere prepočasi odvijajo, ker tudi župani in ostali morajo dobiti neka soglasja mestne občine in vse ostale stvari, ampak mislim, da gremo po pravi poti. Moram še drugače vprašati, kaj še pravzaprav manjka, da bi se ti procesi končali? Manjka kar nekaj stvari, recimo kdo bo imel v upravljanju Laški grad. Laški grad Heineken ni kupil kljub temu, da je bilo veliko govora, da je to Heinekena, ne. Treba ga je prenesti, ker to kulturna dediščina nekomu, tukaj se potem pojavljajo stroški vzdrževanja. Dvorana 3 Lilije, popolnoma enaka zgodba. Čistilna naprava, popolnoma enaka zgodba v povezavi z okoljem, kakšna bo cena kubičnega metra čiščenja in vse ostalo, kaj je prav, kaj ni prav v preteklosti. Če me že sprašujete, to je bilo pri čistilni napravi kar nekaj napak nareditih, danes jih ne moreš popraviti preko noči, ampak skozi čas lahko najdeš model, ki bo odgovarjal vsem in to delamo. Pa še en kup drugih stvari, od zemlje, tu pri zdravilišču, vse ostalo. Mislim, da je vso premoženje, ki je bilo kakorkoli v naših knjigah, je bilo vezano na velika sredstva, ki jih je pivovarna vdajala v okolje. Danes ta sredstva več ne zadoščajo za spremljavo vseh teh stvari, ker je pač pivovarna dobila drugo ost, drugo vsebino in to je samo pivovarniška dejavnost. Vi ste pravzaprav vse te večje investicije oziroma te večje reči, ki ste jih imeli v lasti, v mislih imam Fruktal, Radensko in to dali iz rok, že prodali pred 2 letoma. Kaj pa Mestinski Vital? Mi smo vse to prodali v skladu z dogovorom z bankami, če se spomnite, smo nekaj podpisali tisti restructuring dogovor z bankami, ker so se banke in tudi mi kot uprava zavezali, kako bomo razloževali kredite in smo vse uspešno prodali. Jaz sem ponosen, da sem skupaj z svojimi sodelavci pač poiskal vse posod neke prave lastnike, Radenska ima solidnega lastnika, Fruktal, vse ostalo. Edina stvar, ki je vsaj odprta, Vital Mestin je. Tudi tu se pogovarjamo, kaj to enoto, kjer je približno 30 zaposlenih narediti, ker Vital Mestin je bil vezan bolj kot ne na proizvodno privatnih znamk, trgovskih znamk in tukaj se je mal ta fokus izgubil, ampak mi da dobro sodelujemo, tudi tukaj bo nek razpis in bo pač poiskan najboljši ponudnik, predvsem iščemo takega, ki bo lahko tem ljudem, ki tam živijo in delajo korektno, zagotovil nadaljnjo socialno varnost. In mislim, da smo kar blizu takšnih rešitev.
Morava se še zadržati na lokalni ravni. Laško letos praznuje obletnice, 790-letnico trških pravic in 90-letnico mestnih pravic. Kaj rečete vi ob tem? Ja, da je to kar nek lep jubilej, da pivovarna še bo naprej skupaj sodelovala z okoljem, tudi pivo in cvetje pripravljamo, kljub temu, da je tudi to lokalno okolje imelo neko skrb ali bo ali ne bo. To je ena največja prireditev v Sloveniji in mislim, da je Heineken to prepoznal in jaz upam, da bo še občina in Laško dolgo časa pač v centru pozornosti, tudi Slovenije, pa v pozitivnem smislu, po dobrem pivu, po dobrih produktih, ne po tisti negativnosti, ko ste me prej vprašali. Ja, hvala Bogu, nismo več v časopisih, ker ni nobene potrebe, ker smatram, da je mesto kot tako zelo kvalitetno, da delajo dobre produkte, dobro pivo, da so bile neke zgodbe, ki so bile vezane na nekaj drugega, ampak potem ne moreš ti soditi mesta. Mesto je 790 let, kako ste že pa zdaj omenili, ena strahotna tradicija, ena kultura, ki jo treba samo razširiti v nekaj dobrega še v slovenski prostor. Torej, vprašanje o dolgoročnejši perspektivi piva in cvetja in spregi z vami je najbrž povsem odveč. Povsem odveč, ker to ni potrebno, ker to bo. Tudi zato sem prej omenil Planico, ker ste pač okolje, ki to spremlja, lahko videlo, da pač pivovarna Laško Union, kljub temu, da smo v lasti Heinekena, vračamo okolje tisto, kar je najbolj pomembno in mi tudi želimo. Eden izmed filozofskih principov Heinekena je rasti in se razvijati z okoljem. Zdaj, okolje lahko imenujemo Laško ali pa Slovenijo, kakorkoli to vzamemo, ker pivovarna v obe lokaciji skladno z okoljem razvijata svoje programe naprej. Je paranoično vprašanje, če rečem, da se v tej vlogi pogovarjava zadnjič, da boste premeščeni na kakšno bolj imenitno delovno mesto? Mene je to najbolj imenitno, kar obstaja. Glede na to, da sem že malo proti koncu kariere, smatram, da bomo še imeli kar nekaj intervjujev, ampak čas pa hiti in jaz upam, da bom enkrat uspel narediti tisto, tudi ta zadeva, da se danes polni Laško, oziroma Heineken v Laškem, je nekaj tisto, kar sem jaz tudi obljubljal po časopisih in v okolju, da bo in da bomo zagotovili neko dolgoročno stabilnost in bom zelo vesel, če bom po tej poti še korakal in skupaj z sodelavci naredil tisto, kar si Laško zasluži, dolgoročnost. Ampak tako delovno mesto je najbrž precej stresno, težko si zamišljamo, kako to izgleda. Je velika sprememba, veliko smo na poti, ne samo jaz, tudi moji kolegi, Amsterdam in vse ostalo, skozi se usklajujemo z globalom, da tako rečem, za centrom. Heineken ima 168 pivovarn, non-stop je treba nekaj prilagajati, ampak moram poudariti, ta pivovarna, v kateri trenutno sedimo, je bila prepoznana v okolju kot nekaj kvalitetnega, kot ljudje, ki znajo delati dobre produkte in smatram, da je to največ, kar so v preteklosti naredili, da so pustili za sabo kvalitetno ekipo, tehnološko opremljeno proizvodnjo, ki daje možnosti razvoja naprej. Če so malo zanemarili trg in širino in spremembe, ki so se v Jugoslaviji dogodile z razpadom, bi rekel, neke sigurnosti, smo zdaj na pravi poti, da gremo naprej. To je imenitno mesto. Jaz sem ponosen, da lahko tudi delam, tudi omenil sem 2 obiska, oziroma enega, ko je bil tukaj predsednik sistema, ki ne gre pogledati vsako pivovarno, moram reči, da je bil več kot navdušen. Kar je videl. Nekoliko ste se pa vendarle kadrovsko skrčili, 690 vas je zdaj na obeh lokacijah. Je bil ukrep potreben? Ukrep je bil potreben, tudi ne smemo pozabiti, da smo takrat mi priključili 18 ljudi iz Heinekena Slovenija in vzeli smo 80 ljudi, ki so delali za nas pogodbeno, so na našem plačilnem spisku. Mi smo kar naenkrat postali preko 800 zaposlenih. Treba je pač poudariti, da smo veliko denarja uspeli pridobiti od lastnika za tehnološke viške. Žal so ljudje potem padali v neke stopnje plačevanja dohodnine, ker so videli, kaj država pomeni, da ti vzame v bistvu vse. Tisto je, kar sem tudi poudaril, mi smo zdaj na poti, da delamo tudi, ne vem, če sem omenil, ampak verjetno veste, v Laškem se polne določena količina karlovačkega piva. Mi, če želimo to širiti, biti kot hub, kot ste ga prej omenili, kot kanal za druge proizvodne v sistemu, moramo biti ekonomsko učinkoviti. Kolikor nismo, imamo probleme. Zdaj vam lahko zagotovim, da ko delamo tudi sajder za Srbijo in za Makedonijo, ga trenutno v Bolgariji naredijo cenejšega. Ne govorim kvaliteto, govorim stroškovno. Mi moramo pač narediti najboljšega po najbolj primerljivi ceni, potem je naša varnost sigurna. Tukaj pride do problema, včasih v razumevanju, tukaj sploh ni več debata Union ali pa Laško, te so mene znali, kako lahko v obe lokaciji najbolj učinkovito narediti tisto, kar sistem potrebuje. Mislim, da smo zelo blizu.